Zdaj je z nami novinarski kolega Matic Flajšman, ki spremlja uspehe Tadeja Pogačarja in ga je med svetovnim prvenstvom gostil v ekskluzivnem intervjuju, zato bom začel drugače. Kako dostopen je Tadej Pogačar, Matic? So ga ti uspehi, ki jih ni za drugim, kaj spremenili? Je bolj nedostopen? Njegove izjave želijo vsi svetovni mediji. Dostopen je, že to je zelo pomembno in zelo ceni slovenske medije, vselej najde čas za njih, čeprav je včasih težko, sploh po takšnih tekmah, kot je svetovno prvenstvo po 270 kilometrih, ko je kolesar izčrpan do konca, vedno se potrudi dati tisto nekaj, kar potem gledalci vidijo, in rekel bi, da ga tudi to dela zelo, zelo posebnega. Vsi uspehi, zmage na dirki po Franciji, zmaga na dirki po Italiji, 2 naslova svetovnega prvaka, nič ga ni spremenilo. In zanimivo je tudi, kako zavzet je Tadej tudi pri kolesarjenju za slovensko reprezentanco, enako kot za klub, ki ga plačuje v milijonih. Tukaj pa, če se ne motim, je dobil za prvo mesto 8.000 evrov, pa še davek bo treba odbiti. Ja, in vemo, kako je z nagradami. Nagrada je praviloma tisto, kar zmagovalec razdeli med svoje pomočnike. 8 jih je bilo, lahko si preračunamo, če želimo sploh govoriti o tem denarju. Gre pa za veliko čast, ko oblečejo zelen dres, je vse skupaj zelo drugače. Nikoli ni problem dirkati za reprezentanco. Izjema je bila olimpijske igre v Parizu, ampak tam je šlo za druge stvari in vidim, da ko stvari štimajo, ko je vse tako, kot si približno želi, potem je prvi, ki pride na tekmovanje in vedno pripravljen narediti tisto, za kar je tja klican, to je osvojiti eno od medalj, če se le da zlato. Zdaj, ko se Tadej Pogačar, recimo tako kot včeraj na dirki, odpelje 66 kilometrov pred ciljem sam, je vse videti, ne vem, enostavno, Neskončno zahtevno je, predvsem zaradi teh okoliščin, v katerih se je recimo dirkalo v Ruandi, štart dirke na 1500, Mont Kigali na 1800. Danes sem govoril z enim od njegovih pomočnikov, Matejem Mohoričem, pravi, to je bila ekstremno zahtevna dirka, zrak, vlažnost, vse to na trenutke, ko si izčrpan, ko tvoj števec kaže že tisto vijoličasto barvo, se pravi, da si šel preko svojih zmogljivosti. Pravi, to je občutek takšen, kot da bo kolesar ostal brez zraka. Tadej Pogačar pa je dirkal sam, moral biti priseben, osredotočen na tisto, kar mora narediti, kaj ti vemo, dokler ne prečkaš ciljne črte, ne odpelješ zadnjega kroga, nisi svetovni prvak, in to je spet uprizoril na izjemen način. Kaj pa v karakterju Tadeja Pogačarja pove dejstvo, da ga ni zlomil niti uvodni kronometer, ko je tam za sekundo in 66 stotink se moral zadovoljiti s 4. mestom. Je kljub temu napadal. Jaz bi rekel samo eno besedo, šampion. To lahko naredijo samo največji. To so tisti ljudje, ki so nezadovoljni, ko so drugi na neki tekmi svetovnega pokala ali pa ko ne prečkajo ciljne črte kot prvi. To me spominja recimo tudi na takrat Paris-Roubaix. Prvič ga je štartal v karieri, na koncu se je moral zadovoljiti z 2. mestom. Ampak prva stvar, ki jo je rekel moštvenemu kolegu, ko je prišel skozi cilj, vrnemo se drugo leto. Torej, on ve, kaj ga zanima, on ve, kaj hoče, in tako je vedel tu, kaj hoče. In ne glede na to, da je želel medaljo tudi na kronometru, se je videlo, da zna takoj obrniti misli, se resetirati, se zbuditi v novo jutro z jasnim ciljem, in to je bil zlata medalja, in videli smo, kaj se je dogajalo včeraj. Ampak zdaj pa tukaj Evropsko prvenstvo. Je nekaj, česar še nima, in verjamem, da tja ne gre nekomu pomagati, tja gre po zmago. Ekipo bo imel zagotovo močno in verjamem, da so še en dodatno odmerek samozavesti fantje dobili ravno zdaj v Kigaliju, ker so spet dobili potrditev, zakaj je vredno garati, zakaj je vredno delati za Tadeja Pogačarja, ker on potem izkoristi ta nastavek in samo pokaže svoje mojstrstvo. Ter, zgleda res enostavno, prečka ciljno črto kot prvak. Bo morda manj enostavno, ker bo tam poleg Belgice Evenepoela še Danec Vingegaard? Jaz mislim, da Tadej Pogačar in ekipa sploh ne gledajo tako, ampak samo kaj morajo oni narediti, da pridejo do zlate medalje. In Jonasa Vingegaarda nisem videl zmagovati takšnih dirk, kot je Evropsko prvenstvo, kot je svetovno prvenstvo, ampak mislim, da bomo znova priča dvoboju Tadeja in Remka. Ampak svetovni prevladi Tadeja Pogačarja ni videti konca. Vse je tako suvereno zmaguje. Samo naj traja. Mislim,
Tak kolesar se rodi enkrat na ne vem koliko let. Dominacija je posledica zelo dobrega dela od mlajših selekcij na gor. Ko sem govoril enkrat tako v nevezanem pogovoru z enim njegovim bivšim trenerjem, je rekel, da ni še dokončno razvil svojega potencijala. Torej, nekaj časa bi to lahko še trajalo, ampak vemo, prihajajo mladi, lačni uspeha, fantje, ki imajo morda celo boljšo regeneracijo, ker so mlajši, ampak vemo, eno je proces treninga, eno je to, kar mu lahko omogoča ekipa Združenih arabskih emiratov in verjamem, da ima on v celoti gledano tudi zaradi tega, ker je ekipa tako finančno premožna, najboljše možne pogoje in tu se merijo razlike v milimetrih in očitno so ti milimetri ta trenutek še vedno na strani Tadeja Pogačarja. Kaj pa ti uspehi Tadeja Pogačarja pomenijo za prepoznavnost Slovenije? Kje se to vidi? Izposodil bi si mogoče besede predsednika UEFA, pred dnevi imel intervju v ekipo in je malce našteval, da je morda nismo najbolj prepoznavni Slovenija po politiki ali pa ekonomiji, smo pa po Luki Dončiću, Goranu Dragiću, Tadeju Pogačarju, Primožu Rogliču, Jani Garnbret in še nekaj imen je naštel. Torej, po športnikih Slovenijo definitivno pozna cel svet, kolesarstvo pa ta trenutek ni na ravni nogometa, bi pa rekel, da v Sloveniji prevzema nekako tale smučarski primat, dolgo smo veljali Slovenija za smučarsko deželo. Rekel bi, da smo ta trenutek in tudi potem, koliko tujcev pride kolesariti v Slovenijo, zagotovo ena najbolj zaželenih kolesarskih destinacij v Sloveniji. In kaj? Evropsko prvenstvo v Sloveniji je realna opcija, tudi štart Tura 2029, torej očitno smo kolesarska dežela ali pa to postajamo. Očitno, najlepša hvala, da si bil naš gost. Prosim.